Beletrina v živo. Dober dan. Letos je za življenjski opus, ustvarjalni prispevek slovenski literaturi in kulturi ter žlahtnost pesniškega jezika prejel Zlatnik poezije. Če vam ime Milan Jesih pove premalo, brž v knjižnice oziroma pogooglejte. Milan, dober dan tudi tebi. Pozdravljena že. Za začetek me zanima izbira samega naslova tvoje najnovejše pesniške zbirke. Naslovljena je s prislovom Namreč, prislovom, ki izraža dopolnjevanje, pojasnjevanje prej povedanega oziroma to celo utemeljuje. Je bil ta naslov izvir pesnjenja, neka osnovna ideja ali celo osrednji motiv, se je izbral oziroma se ti ponudil nekako spotoma, ko so se pesmi nabirale, ali se je vse napisano stekalo van in je bil torej na koncu izbran kot tako rekoč najboljši povzetek. V katerem trenutku je bilo teh okoli 250 pesmi naslovljenih? Nekako se je ponudil sam, hkrati mi je pa šlo na roko, da se zvrsti po določenih naslovih. Dolg časa sem imel zvrstne naslove, recimo soneti, jambi, potem se je pa enkrat mi posvetil naslov tako rekoč, potem je bil pa Lahko da. In se mi zdi, da je nekako v tej liniji tudi Namreč. In Ko nalašč, to bi bil tudi dober naslov, sam bi morale biti drugačne pesmi. Ko nalašč je nekako povzetek, namiguje, da je to nek povzetek in v določenem smislu je res, nekako pa tudi ne, ker mislim, da še ni konc. Zdaj, v odnosu do naslova prejšnje zbirke, Maršala iz leta 2017, za katerega se zdi, da je moral biti en in edini ves čas, a si tokrat morda kdaj premišljeval o alternativi? Ja, seveda, ne, če ravno je kar zgodaj, ko je zbirka nastajala, kar zgodaj priplaval na vrh, če tako rečem, in tudi vstal. Zdaj me pa zanima, da greva takoj direktivo vodno. Kako pogosto se, Milan, smejiš, ko pišeš? A se kdaj na glas, tako kot sem se jaz, ko sem to bral, jokaš kdaj od smeha, ker meni se je zdela marsikatera vrstica, kot pravijo angleško govoreči, zadnja vrstica, kot pravijo angleški govoreči kot punchline, se pravi ta udarna vrstica iz vica. Ne? Ja, no, seveda, zahahljam se, je pa s to zadnjo vrstico, ki sklepa pesem, zmeraj težava svoje vrste. Se spomnim še, ko sem sonete pisal, sem poskušal narediti kakšen tak gladek sonet, da ne bi bil na koncu, jaz temu rečem, zavihan. Ampak pol pade v prazno, ne. Pravzaprav je tako, kot praviš kot pri vicu, da zadnji vers krona pesem, ne, in jo naredi. Če pa izvisi, je pa kot da pesmi ni, ne. Če bi recimo vzel eno pesem, ki ima recimo 3 kitice, te pesmi imajo vse po 2 kvartini, pa bi jo prerezal tam, ne, bi lahko motivno celo bilo po motivu, ne, ampak pesem pa ni končana. Imam tudi občutek, da se
po ritmični shemi šele zadnjo vrstico konča. No, seveda, to mora iti eno z drugim. Pomen in forma ne, je eno, ne, v pesmi, kot si želimo, da bi nekako skupaj padla. Sem se tudi hahljal, ne, ampak je pa zmeraj tako, tudi če ni zahahljanje, ne, da pričakujem od pesmi, ko jo končam, ker ko začnem, nikoli ne vem, kako se bo končala, da me nekoliko preseneti. Lahko me, kot ti praviš, nasmeje, se seveda ne spomnim, ampak lahko se mi zdi tako, ne. Lahko je pa preprosto, tole je pa dobro povedan, lahko je pa preprosto to, kaj je pa zdaj tlele nastalo, ja, kje se je pa to vzelo, ja, to je pa res zanimivo. Ne, je veliko teh možnih koncev, eden od teh je seveda tudi nesramežljiva volja po tem, da bi bila reč duhovita, ne samo smešna, ne. Ker v branju namreč sem pogosto pomislil na 19. serijo Deleuzeove logike smisla, v kateri med drugim ta podaja neki definiciji humorja, naprimer, da je humor umetnost površin, da je humor mesto, kjer ima mesto le še mesto. Jaz potem ob tem ne morem, da ne bi pomislil na tvojo pesniško zbirko Mesto 100. Ne nazadnje pa, da je humor četrta oseba ednine. A so ti kaj blizu te definicije? Moram reči, da sem tudi sam prebral en članek pred leti, kjer so zbrane definicije humorja, od izrazito marksističnih, ki tudi obstaja, pa do antičnih in sodobnih, tako, ne. In je zanimivo, iz katerih vse rakursov gledajo posamezni, rečemo, teoretiki na humor. In seveda nas še zmeraj vse zanima, če je res, o čemer baja Eko, da je druga knjiga Aristotela ugibala o tem, kaj da je humor. No, pa nas je o tem pisala seveda Alenka Zupančič, ne. Ja. Saj ne vem, če nisem raven, pa ne bral tega zbira. Zelo dobra knjiga, ja. A je to, da gre pri namreč za same 8 vrstičnice, razen v primeru, ko se druga kitica enkrat s cirkuško šminko namaže, ne, pa tako rekoč izgine, kakorkoli povezano s tem, da gre pri osmici, sploh če je ta prekucnjena za znak oziroma simbol neskončnosti? Ne, nisem na to pomislil, ne. Je pa takrat treba nehati knjigo delati oziroma narediti izbor, ko imaš občutek, da je teh pesmi neskončno. In moram reči, da imam občutek, da bi lahko tehle 8 vrstičnic še kar nekaj naredil, ampak je treba nehati. Ker sva ravno pri neskončnem, a bi morda spregovoril o svojem odnosu do Boga? Meni se zdi pesniška zbirka takih pesmi, ki ga upevajo tako ali pa drugače, polna, ampak se mi zdi, da na tisti ničejanski Bog je mrtev način, sploh ko ga je enkrat spet Deleuze dopolnil, zakaj je Bog mrtev? Ker je umrl od smeha. Zakaj je umrl od smeha? Ker je nek drug Bog trdil, da je edini.
Bog je ena sjajna kategorija za poezijo. Čist neodvisno od tega, a smo verni, a razumemo recimo Sveto Trojico v krščanstvu, ali razumemo določene cerkvene približke, ali kako bi temu rekel. Recimo, jaz ne razumem transubstanciacije, ker mi je lepš, če je Kristusovo življenje in Kristus prispodobno bitje. V živa Božja bitja pač se ne znam približati. In tukaj recimo pri meni pogosto nastopa Bog Oče, nastopa kot prijatelj, ne. Prinese pijačo, pa sediva za bajto, recimo, ne. Ko rečem sediva, ne mislim sebe tegale, ampak prvo osebo pesmi. Bog je v redu, bomo rekli, za pesem. Jaz mislim, da bi ga lahko skozi tvoje pesmi povzel tudi Panom, ki ga omeniš tudi sam v enem trenutku, ne. D.H. Lawrence je na primer za Pana v enem eseju napisal: vse je jaz in jaz je vse, ampak ta vse se mi zdi ravno, da gre pri temu jazu, ne, ravno za subjekt te neke preko ne literarne osebe, a ne. Kot si že rekel, ja, to je ta Bog, ki pride naokrog z buteljko ali dvema, a ne. Nenazadnje čas. Da ne bova predaleč odšla. Seveda, lahko je tudi čas, lahko je katerikoli tudi grški bog, eden od njih je Kronos, ne. Je tako, kot si prej namignil, tvoja pesniška zbirka je na splošno poezija, neka tvoja cerkev, katedrala, v kateri se v enem trenutku znajde tudi Stalin. Konec koncev si rekel, ja, vera v ta svet tak, kakršen je, ne. Vse do, ne vem, vesoljnega potopa, ki se meni zdi, da je danes zelo aktualen zaradi globalnega segrevanja, ampak tudi po vesoljnem potopu se pri tebi še zmeraj tako fino čofota, se mi zdi. Ja, zdaj sva se dotaknila nečesa, o čemer bi vendar rad besedo spregovoril, če že predstavljava to knjigo. V tej knjigi je nekaj motivnih jeder. In ena od teh je tudi neki namišljeni stolni trg, ki naj bi ga potem zalila voda oziroma ocean. In že to bi recimo lahko eno knjižico napravil iz teh pesmi, ker potem, ko te en motiv tako malo, ne bom rekel obsede, ker je prehuda beseda, ampak ko te obišče, potem se tam kar nenadoma nastajajo eni prizori. No, in seveda, če je stolni trg v enem neznanem mestu, potem je tudi stolnica in se pravi katedrala in cerkev naj bo lepa, če jo že zidamo. In tako vse sorte ljudje v to cerkev zahajajo. In seveda, in to ne samo ljudje, ampak tudi živali. To je lepa iztočnica, ker prej, ker sva govorila o humorju kot umetnosti površin, ne,
se mi zdi, da se v tvojih pesmih tako lepo vse splošči, kar se tiče kategorij. Vse je na nek način v žlahti, ali pa vsaj na ti, ni nekih visočanstv, ali pač. Ampak vseeno se mi zdi, da je Bog zmeri samo korak stran od tega prispodobnega prašiča, ali gre za kralja živali, ali na Orwellovega Napoleona, ampak na koncu pa od tega prašiča ostane le krača, s katero se je fino mastiti. Ja, se te prašiči so pa eno drugo motivno jedro, ne? Ja. In ta nepotešljiva človeška fagija, ne? Požrtnost, jedenje. Poleg tega imam pa seveda, kot se bo tudi v tej knjigi samo ponudilo, ne, imam rad te nekoliko nizke lege in v njih. In jedenje ni prav pogosta tema poezije oziroma tistega, kar si prizadeva, da bi bilo poezija. No, in me je pač zabavalo tudi take vrste reči. Ja, zelo lepa beseda, ljudojedec. Ne? Ja. Zdaj me pa nekaj konkretnega zanima. Kraj Hotedršica. V tem kraju imam namreč nastanjeno teto in strica, pa me zanima, kako prideš do tazga kraja besede, ker ti jo uporabiš v svoji pesmi, ker ti zanimivo zveni, ali zato, ker ima opraviti z zakoti? Moram priznati, da izključno zato, ker me ta beseda zabava. Še ena taka beseda je pa recimo, oziroma krajevno ime slovensko je pa spuhlja. Tisto me tudi zmeri nasmeje. Desetine načinov je, da udre, saj so tudi resna imena noter. Recimo Konakri, pa lepa imena, ne. Se ti zgodi, da ob pisanju določene zbirke bereš tudi specifične druge avtorje, da se vračaš k njim, ker ti enostavno pašejo na nek srednji motiv oziroma naslov ali pa... Ne, ampak glede na to, da moje knjige nastajajo več let in da sem nekako nehal prevajati obsežnejša dela, med tistim delom pač nisem mogel brati po več mesecev skupaj, ne. Zdaj berem in prozo in poezijo, ampak ne z namenom, da bi se dojil pri njih. Ampak saj to nikoli ne vemo pravzaprav, iz katere, saj jaz ne vem zase, ne, iz katerega fundusa vsebinsko, leksikalno, a na kakršenkoli način tisti, ki piše, zajema iz glave. Ne morem reči, da bi me kakšen posebej hranil med pisanjem te knjige. Bi se ti zdelo pomembno izpostaviti še kakšen motiv poleg Boga pa prašiča iz zbirke in o tem kaj povedati? Naprimer, jaz se zdaj iz glave spomnim, motiv je tudi lokomotiva, ki se ponavlja na zelo duhovit način. Kot nevesta, ne? Ja. No, ne zdi se mi potrebno posebej še kaj poudarjati. Že tega, če bi
ko bi ne bil izzvan z vprašanjem, ne bi posebej prepozval. Bi pol kakšno pesem prebral, se mi zdi, da Z veseljem, sploh se mi je zdi. bolj to, da bo Kot več od tega, kot od naju. Kot od modrovanja. Nekje je, vidim, nevelika vas in hiša in izba in miza Javorova in radio gode iz kota, prenaglas, ker je vse bolj naglušna vdova. In da gugalnik, vidim, vdrži mirno, pozdravlja prazno uro predvečerno. In v njem spi žolt z ogromno glavo maček. To vidim, a gotovo je drugače. No, pa smo v Konakriju. Pridi v Konakri, tu te bom počakal. Saj stolnice gotovo se spominjaš. Dlje proti vhodu v luko je baraka, v njej pa zanikrna kantina. Spredaj majava miza na terasi in večno tvoj, ki v smeri morja gleda. In davni, neminuli časi. Pridi mi kdaj kaj lepega povedat. Upate, ker da ste zašli v predmestje, 100 morskih deklic v gosjem redu. Preden se to vam skobaca prek ceste, mine mladost, če kdo je zanjo vedel. In rja pluge obje in zgloje meče, sonce se utrga, kolabira, zgasne smrti golaznine, prazne, počasne in avtoregistracija poteče. V megli se sluti, skoraj vidi grad nad mestom. A ko veter jo razžene, nese s seboj konturo vsakokrat, da ni gradu in stavbe sploh nobene. Tako Ravbar, ki dom grofice mlade, bi naj z nameni podlimi napadel, odmahne in naprej in le še rajši obira krače in žlampa s pajdaši. Glodavec, ki pred tisočletji je tu čez tekel, zdaj ne teče več. In ne lisjak, ki mogel ni ga ujeti. Ne ponovi se, da prišla bi teč, niti da bi prišla živet, se ne nameri še k nam na svet. Odtekla sta za zmeraj. Bog, se mi zdi, rad vidi lepe dame in rad jih gleda z mojimi očmi. Zato s seboj me po Ljubljani vzame in ves popoldan klativa se okrog. Vem, kaj bo rekel, ko bo spregovoril. Vseeno so bolj čedne v Mariboru. Že ve, saj je ja Bog. Stožec mi ljubši je kot piramida. Drži, tovariši, to potrdim. Pa ne, ker bi se kaj nadejal prida, če bi nemara se omožil z njim. Marveč, ker mi čez vse je scena draga, ko ob zatonu na terasi sence obris na tlakovce polaga.
zavzeto in pozorno in počasi. Še kakšno? Jaz bi, pa bomo pol končali, mogoče pa še pred tem, da te po diagonali citiram. Ni nepomembno, da to rečeš v klavničnem hlevu. Največ je vredno, da se imamo radi, pa brez politike seveda. Zadnje besede so pa tvoje. Ja, vem, iz dveh pesmi. Ja. Po vasi govorijo, da je tam zadaj za kafilerijo predvčerajšnjim ali zdaj neki dan sredi obadov in brenčanja muh star modrc, ves obdrgnjen in zapran, kot bedasta vulgarna misel, že zdavnaj suh na špagi visu. Pred leti in stoletji in takrat, ko čas še ni bil zase struge našel, v večer od zlatega zatona zlat, otrok čisto zaljubljen pride s paše. Stari koštrun mu posmehljivo bleja, muza se sekcija goveja, mati se tam prijemlje, kjer je glava, zgolj bogek v kotu, zdi se prikimava. V predsobi bi ob Evfratu sedela in vezla na obzorje dežek blag. Pa sta neugnana dva metuljčka bela, kdo ve, od kod nagajat ti prišla. Zdaj prekovala v trnek sta šivanko in zdaj v nevidno obarvala ti nit, da nisi vedela več prav natanko, kje naj bo k tlom štrop, štrop, štropot prišit. Ko se o prvem mlaju, kdaj poleti, na nebu nova lučica zasveti in sije in slepi, ko vanj se stopa iz praglobine teleskopa in izbledeva in sije tiše in tiše. Jo, ker je to dogodba silno redka, stara, že dolgo mrtva zvezdogledka v svojo debelo knjigo sanj zapiše. Pod jasnim nebom Cirenajke, joj, zaljubljena nekdo in ljubi moj. Veter prinaša pesem iz puščave. Kako je joj, moj ljubi, lep in daven. In zdaj si mislita nekdo in ljubi, v prizor barka zapluj, pa bi sladko, joj, se objela na palubi, lepotec davnih dni moj in nekdo. Zarana davi, mi neki hlod je pravil, kako da je visok državni kamen s geometrijsko kuglo bil nesramen, da naj bi jo celo z balinco žalil in to nikjer druge kot v katedrali. Opoldne pa mi je okrožni maček popisal pripetljaj čisto drugače. A se lahko takole bi zmenili. Hobotnik Želimir na robu oblaka, o tem ni dvoma, zaročenko čaka s pušeljcem velecvetnih morskih lilij. Ko bosta šla tu mimo,
se prosim butastih pripomb vzdržimo. On nogoglav in ona glavonoga, pa brez politike za Boga. Če Rajni škof bo kdaj moj brat, mu bom napekel slastnih testenic in obsega posadil pokramljat. Zazrta vdalj, tako čemiva v štric, po bradah mezi mastna maj speciva, pivnajva jo z rokavi, tenko piva izglaže v zadnje nizke žarke dneva in bajajva, saj kaj naj nič ne veva. Kot sem že večkrat otematiziral, rad kakšnega poletnega večera, ko se hladim za bajto, pride okrog z buteljko ali dvema bok, pa posediva tam v rastoči noči. Ne vpraša nič, saj je vseveden. In ni v temo glasu in ne besede, razen ko me spodbuja, sinko, toči. Mislim, da sva krasno zaključila. No, Hvala, Milan. hvala tebi za vljudna vprašanja. Hvala gledalcem. Beletrina v živo.